živijo v novem vlogu. Danes se je začel kar delovno, ker sem mogla slike urejati, tako da je ura že kar veliki in se nama že kar mudi, ker gremo v mesto Marmaris. Potem od tam naprej pa v smeri pa Mukal. Danes bomo sicer spali še nekje ob obali verjetno, zato ker ne bomo imeli časa, da bi se kaj več vozili, ker moramo do 6 spet biti parkirani, ker ima rok inštrukcije. Tako da, ja, upava, da bo vsaj Marmaris lep in bo odtekel te naporne dni. Ogledali Marmaris, oziroma ogledali smo si bolj malo, v bistvu smo se samo sprehodili po promenadi, ki je sicer kar dosti dolga, je par kilometrov, mi smo ta star del promenade prehodili in nam je bil kar všeč, no, moram priznati, da je bilo res zelo prijetno. Po napornem jutru nas čaka še naporen dan, oziroma več dni, ker je pred nami zelo veliko vožnje. V bistvu jo imamo zdaj še več, kot sva mislila, zaradi tega, ker najin prvoten plan, oziroma zelo sva upala, no, da obstaja z juga Turčije, iz kakšnega mesta, kakšna trajektna linija na enega od grških otokov, odkoder bi lahko prišla na Kreto. Na Kreto si želiva iz več razlogov, v bistvu zaradi tega, ker se ne bi jajcala po istih placih, kakor sva bila lani v Grčiji. Mislim, sicer so lepi, ampak bi rada še kaj novega videla. Poleg tega sta tam dva jadralca, bosta spomladi, ki so jo lani spoznala in bi se z veseljem spet videli. In nekako bi rada iz Turčije prišla na Kreto, zato ker iz Grčije vozi trajekt samo iz Aten in voziti se do Aten in potem s trajektom je prvič zelo veliko vožnje in drugič drago zaradi bencina. Tako da sem pač upala, da se nama bo pot skrajšala in da bo malo lažje te zadnji dnevi v Turčiji. Ampak šla se vprašati v več mest, v Kaš, v Fethije in včeraj v Marmaris. In posod so rekli, da trajekti sicer so, ampak so samo za pešce, ne za avtomobile. Vsi pa so rekli, da obstaja neka trajektna linija iz Bodruma na Kos, ki ne bi prevažala tudi avtomobile. Z Kosa naj bi potem teoretično bila povezava na Rodos in iz Rodosa na Kreto. Sicer to je vse tako zelo v teoriji, na internetu je milijon enih informacij, različnih datumov, različnih cen. Nikjer zares ne piše, kakšne so povezave izven sezone in noben nič ne ve, kar nam je zelo presenetljivo v 21. stoletju, ampak ja, očitno informacije, obstaja trajekt,
kar debate, sploh hoditi v Bodrum, ker vsem je zelo verjetna možnost, da bojo rekli te povezave na kos ni. In na koncu so se odločili, da pač bomo šli tudi še v Bodrum vprašati, kar pomeni, da je pred nami zelo veliko vožnje. In ja, upava pa vsem, da mogoče bo in da bomo po novem letu na tak easy način z malo vožnje prišli v Grčijo. Včeraj smo prespali v bližini Bodruma in imeli kar lep razgled. V bistvu so se počutila bolj v Grčiji, ko so bila 7 mesecev v Grčiji letos, zato ker obalna Grčija ful nima takih belih hišic, tukaj pa je celo mesto čist belo, pa še zraven teh mlinov na veter so spala, tako da je res bil zelo grški občutek. Ja, pa smo šli pa danes zjutraj takoj v Porce pozanimati glede trajekta in se zvedla, da je trajekt, ampak je bila tako malo grenko sladka informacija to, ker naj jo je zelo razveselilo, da trajekt je tudi za avtomobile, ampak je to edini trajekt, ki vozi iz Grčije v Turčijo in obratno. In temu primerno so tudi zelo navili ceno, tako da za naju s kemperjem je samo za kemper 300 in bolj še za naju skupaj 50, se pravi, skupna cena je 350. Za 50 minut. Ja, za 50 minuten trajekt, s tem, da bova golfala pa bova dala, da sva do 7 metrov dolga. Če bi dala, da sva nad 7 metrov, bi bilo 400 € vse skupaj. Tako da je kar drago, ampak to je v bistvu edini način, da lahko prideva na grške otoke. Bolj naprej trajekti med grškimi otoki niti niso več tako dragi, ker pač ne morejo tako nabiti cene kakor tukaj. Tako da po eni strani se ful veseliva že teh otokov, ful nam bo to enih kilometrov prehranilo enega časa, pa ne bova rabila še enkrat čez celo Grčijo se voziti in še enkrat vsega istega videti. Ker je v Turčiji vse toliko cenejše, sva se odločila, da bo tukaj tudi naredila reden servis na kemperju, ker ga je treba narediti po 2 letih. Vmes je sicer bilo enkrat olje menjano, pa enkrat filter goriva. Tako da zdaj sva tukaj šla v eno cono, kjer so sami servisi. Najprej sem imel enega zbranga na Google Mapsih, ker je imel dobre ocene, ampak so rekli, da ne popravljajo Mercedesov, so nam poslali na enega Mercedesovga. Tam so vprašala, ampak tam je bilo kar dosti drago, pa čas bi imeli šele čez 3 dni. Pa sva tam zraven enega, ki je čist neuraden servis, vprašala, če bi lahko. Je rekel, da on nima časa, ampak da bo poklical enega prijatelja, ki je bil pa na sosednji ulici v isti coni in on je imel čas in on je tudi drugače ni uraden Mercedesov servis, ampak popravlja pa samo Mercedese. Tako da ta nama je bolj vse zrihtal. Zamenjala sva filter goriva, zračni filter, oljni filter, olje, pa je bilo vse skupaj 115 €. S tem, da to je ful pocen sploh, ker ima ta kemper 9 litrov samo olja, kar bi pri nas bil 100 € skoraj bi bil samo olje. Res mislim, da so za delo računali 20 €. Ja, še zamenjali so nama okvirček od tablice. Ja, pa zravnali tablico, ki je bila skrivljena, pa še spucali so vas motor, so z milnico celega našpricali in štrajfik sem spucali in pol s kompresorjem posušili, tako da so se
se res ful potrudili. In naredili diagnostiko. Ja, to tudi, ja. Kar pozabim, toliko se stvari zrihtalo v tej 1 uri pa pol, da si kar pozabim. To, da se zdaj ne raba čisto do meje z Grčijo voziti kopenske, nam je res ful olajšalo plane, tako da zdaj gremo danes probati poiskati prostor, kjer bi bili čez novo leto. Zdaj eno plažo sva najdla, upava, da bo v redu, če bo v redu, pa če bo tudi vreme v redu in pot in vse, bomo kar tam ostali do novega leta, če ne bomo šli pa jutri pol naprej, pa bomo jutri kaj probali najti, ampak ja, definitivno je pa zdaj veliko bolj umirjen tempo, kot je bil. Se pa drugače vodstva med nasadi oljk in se čutva, da jih šele zdajle pobirajo, kar je kar dokaz, da je tukaj precej bolj toplo, kot pri nas. Do une prvotne plaže pol nismo prišli čisto do konca, ustavili smo se 300 metrov prej in sva šla peš naprej pogledat, kakšna je pot in sva ugotovila, da je malo preslaba. Oziroma trenutno bi še šlo, sicer je res taka že zdaj kar dost blatna in zemlja je res tista ilovca, ki polk je mokro, pač se sam še paca in res nikamor še peš ne prideš, kaj šele z avtom. In tudi traktorske kolesnice so bile, tako da zaenkrat je prešla, ampak v naslednjih dneh zna biti kakšna nevihta, tako da se rajši nisva tam stacionirala, da bi predolg tam ostala, tako da zdaj smo šli naprej in moramo jutri najti kakšen lep prostor pol za novo leto. Ja, ta plac tle sicer lepo izgleda, ampak so naseljeni eni ljudje tukaj v nekih provizoričnih šatorih, tako malo čuden vse skupaj izgleda. Poleg tega pa tudi v komentarjih na Park4Nightu piše, da je nek rottweiler od teh ljudi, ki napada druge pse in ljudi. Midva so sicer ga videla, tega rottweilerja, tako da ni izmišljen. Zgledal je sicer prijazen, ampak ja, ne bi pa tle ostala več dni pa riskirala kakšnih borb. Ne, tako da smo bolj se kar malo stran rajši odpeljali. In na malo manj lepem placu, ampak bo pa ziher šnovka v redu. No. Ja, je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.